Veliko veselje mi je, da sem z vami ob odprtju nove sezone, ko boste hodili v kino in se pogovarjali o imenitnih filmih, ki jih boste gledali z različnimi gosti. In veliko veselje mi je, da ste danes z mano tako meni osebno, pa seveda tudi za film in slovensko filmsko pokrajino pomembna gosta. To sta režiserka filma Hana Slak in pa Mehmedalija Alić. Mehmedalija Alić, ki je svojo življenjsko zgodbo pravzaprav snov filma, ki ste ga pravzaprav gledali. Zdaj bi mogoče čist na začetku opravičila še enega gosta, ki bi naj bil danes z nami, in sicer igralca Leona Lučeva, ki je odigral Alijo v filmu, ki ste ga pravkar gledali, in je to naredil res odlično. On je velik hrvaški filmski igralec, ki pa v svoji karieri že dolgo prestopa meje samo Hrvaške. Igra pomembne filmske vloge po vsej regiji, tako pa v Bosni recimo z Jasmiloš Balić, znamenito režiserko, dela z mnogimi hrvaškimi režiserji, srbskimi režiserji, pa tudi v Sloveniji. Ga poznamo že po dveh filmih Janeza Burgerja, in sicer Cirkus Fantasticus in pa film Ivan, ki še ni na sporedu, bo pa prav verjetno tudi kmalu. Leon se je že opravičil, da zdaj ne more biti z nami, se nam bo pa pridružil zvečer, tako da bo še priložnost z njim spregovoriti o njegovi vlogi v filmu Rudar. Še majčkeno se bom posvetila uvodu. Hana Slak je zdaj že znana slovenska filmska režiserka, znana mogoče ne po množici filmov, kakor noben slovenski režiser ni znan po množici filmov, ker se slovenski filmi ne snemajo v veliki količini, pač pa je znana po svojem zelo edinstvenem, izjemnem filmskem izrazu in pa po filmih, ki vedno nekako trčijo v realnost z nekim posebnim nabojem. Poznate jo po njenem prvencu Slepa pega, najbrž ste gledali tudi film, ki je namenjen tako otrokom kot tudi odraslim, film Teja. No, zdaj se nam je predstavila s čisto svežim filmom Rudar. Še enkrat naj poudarim, da ste res eni prvih gledalcev, ki so ta film gledali v kinodvorani. Film je že bil na festivalu slovenskega filma, kjer je upravičeno prejel številne nagrade. No, in nocoj se zgodi premiera, ko bo film šel po kinematografih Slovenije. Skratka, toliko o Hani zaenkrat. Mehmedalija Alić, kot sem rekla, recimo temu, da je njegova življenjska zgodba tudi snov današnjega filma, pa ni samo tako. Mislim, da je snov današnjega filma tudi njegov odnos do življenja, odnos do težav, številnih težav, s katerimi se je moral soočiti od otroštva pa do čist nedavnega časa. Kakor je bilo omenjeno že v uvodu, je pri Cankarjevi založbi leta 2013 izšla njegova knjiga z naslovom Nihče, ki govori o tej življenjski zgodbi, in nekako knjigo povezujemo s filmom. Pa bi tukaj kar šla, najprej bi vas povabila, da zdajle bom jaz eno vprašanje dala, potem ste vsekakor vljudno vabljeni, da se pridružite v pogovoru, mogoče nakažete z dvigom rok vaše vprašanje. Jaz bi pa začela kar z enim vprašanjem za oba, in sicer tako nekako knjiga in film stojita tu vzporedno, vendar film ni posnet neposredno po knjigi, nekako sta knjiga in film nastajala v nekem trenutku tudi skupaj. Kako sta se vidva srečala in kdaj sta se eden in drugi odločila, da bosta sodelovala tako v nekih projektih, kot tudi se družila v življenju? Ja. Torej, midva z Mehmedalijo sva se srečala najprej preko članka Boštjana Videmška z naslovom Usoda. In v bistvu sva se potem spoznala dejansko prav preko Boštjana Videmška. Zgodilo se je pa to na železniški postaji Zagorje, če se ne motim, avgusta leta 2010.
Takrat sva z Boštjanom prišla na obisk Haličevim v Zagorje in Mehmedalija jo je prijazno prišel iskati na železniško postajo. Tako da, ja, mislim, potem pa spoznavanje je sledilo več let, ne. Mislim, da so bile to faze tega spoznavanja. Prva faza je bila ta obisk pri Aličevih, ki so mi dovolili, da pridem k njim na obisk, so mi postregli s kavo in mi povedali svoje življenjske zgodbe. Tako nekako bi jaz rekla, da se je to spoznavanje zgodilo. Potem se je pa dogajalo še vedno leta in leta skozi to naše skupno delo na Mehmedaljevi knjigi, kajti prva stvar, ki sva nekako z Boštjanom se odločila, da ga morava absolutno spodbuditi, da svoje zapiske in misli uredi v neko avtobiografijo in dopolni še z spomini na otroštvo. In potem je ta knjiga nastajala, smo jo urejali, smo delali na tem skupaj. Sporedno je nastajal scenarij, sporedno so se dogajala naša skupna potovanja v Bosno, v Potočare, v Grujčiče, odkoder je Mehmedalija doma, kjer se je rodil. In tako v bistvu po eni strani je ta zgodba nastajala, po drugi strani pa se je naše druženje poglabljalo in naše poznanstvo. Tako da dejansko je scenarij za film in Mehmedaljeva avtobiografija sta nastajala vzporedno in tudi v bistvu dejstvo, da je knjiga potem končno po 2 letih iskanja založnika izšla in prišla v roke bralcem, bila razprodana, bila ponatisnjena, da so se ljudje zelo močno odzvali na to knjigo, je tudi meni omogočilo, da sem v bistvu imela več svobode pri pisanju scenarija. Torej, da sem z lahko vestjo nekako spreminjala to zgodbo in jo prirejala za film, ker sem vedela, da tisti, ki želijo to zgodbo pa slišati neposredno od Mehmedalije, lahko vzamejo v roke njegovo knjigo in tam preberejo, kako je pa res točno bilo, ne. Zdaj, film je fikcija, tudi na koncu filma je napisano, da je sicer posnet po resničnih dogodkih, vendar pa so ti dogodki in osebe prirejeni za potrebe filma, zato so tudi imena spremenjena in tudi imena krajev in tako naprej. Torej, film je fikcija, če pa želite slišati to zgodbo resnično tako, kot jo vidi Mehmedalija skozi njegove besede, skozi njegove oči, pa priporočam v branje knjigo. Je pa res, da sem jaz pri ustvarjanju scenarija in kasneje pri delanju filma, to, kar mi je bilo zelo pomembno, je bilo, da se zdaj držati se nekih dokumentarnih realnosti, resničnosti dogodkov, je bilo manj pomembno zame, kot res ostati zvesta tej notranji resnici te zgodbe in notranji resnici teh ljudi. In to je bilo tisto, kar je bilo najbolj pomembno in zdaj, glede na prve odzive tistih, ki so tej zgodbi najbližji, mislim, da je to tudi uspelo. To je bil v bistvu naš cilj. Kako ste vi pravzaprav našli v sebi zaupanje spustiti eno filmarko v svoje življenje? Lepo pozdravljeni. Moram povedati najprej, 3-krat sam film pogledal, danas je 3. in sam še vedno pod nekim dojmom, čutim v srcu, bi rekel, već se tresem. Ne morem se načuditi, da je Hana pri teh drobnih detaljih koje vi ne morete mogoče vidjeti, koje jaz vidim, da je tako globoko, bi rekel, znala to moju zgodbu prikazati u filmu. Ne. Srebrenica sama po sebi že pove velik, ne. Vsa ta leta pokopavanja po vojni, to traja več kot 20 let, ne. Huda jama, enostavno, zakaj me usoda, bi rekel, tako prepletla s temi zgodbami, sam ne vem, ne. In čuto se neki pritisk, da moram napisati, bi rekel, nekaj o svoji, serijsko su se dogajale neke teške situacije u mojej družini, u življenju. In imel sam napisani kakih 70 strani nekega teksta, ko sam pri dženazi leta 2, mislim 9 da je bilo, u Potočari se sreću z Boštjanom Videmškom in me je prosil, da mu povem pač ukratko neki o sebi, ker je tam taka gužva in se ni dalo, sam rekao, imam na USB-u neku svoju zgodbu zapisano, sam rekao, prosim če prebereš, pa se drug dan srećavane. In ob 11 mi je poslao sporočilo i rekao, berem ta tvoj tekst in jokam kot nikoli u življenju. To je bilo neki prvi, bi rekao, detalj, ko mi je iskazao neku vrijednost tega mojega teksta. Boštjan je to znao tako slikovito upisati u jednom članku u delu, Hana je to prebrala,
Hana je bila, tako mi je napisala, u 2 dela bila je na morju in prebrala je ta tekst. In prvi del to otroštvo, delno, ko sem ga opisal, in hudu jamu, oziroma to rudarsko šolo o bivanju v Sloveniji, ne, je bil en del in ko mi je nakazala ta strašni del hude jame, mi je bila druga oseba, ko mi je nekako ulila moč. Takrat smo se srećali in od takrat do danas, bi rekel, je naše prijateljstvo bilo tako močno povezano, globoko. Tisto, kar jaz nisam znao prikazati, mislim da je to Hana znala tako prekrasno u filmu obdelati. Ja, hkrati. Hkrati pa je film neka fikcija. Se vam zdi nenavadno ali pa narobe, da film spreminja recimo dejstva, da recimo imate vi, se mi zdi, 3 otroke, pa sta tukaj 2, so to pomembne reči? Ne, jaz razumem, izredno dobro razumem Hanino bistvo, bi rekel, filma. Danes lahko rečem, nisam vedel, da bo trajal, bi rekel, to ustvarjanje tega filma toliko časa, ali vsi ti ljudje iz hude jame su pokopani. Jaz sam najdel mojega brata drugega. Leta 2016 sem pokopal tega gluhonemega brata in bi rekel, najdel neki duševni mir. Se opravičujem. Ja, no, skozi delanje tega filma smo se v bistvu vsi tudi zelo spreminjali, tako da v bistvu, ko smo začeli delati skupaj pred 7 leti, je bila naša skupna pozicija povsem drugačna. Jaz sem bila mlajša, Mehmedalija in družina Alič so bili popolnoma v neki drugi situaciji. Mehmedalija je bil še v službi, torej uspelo mu je leta 2010 sicer enega od obeh bratov, ki jih je pogrešal, pokopati, kar je bilo zelo velik dogodek za celo družino. Mislim, da to mi težko razumemo, ker nimamo takih izkušenj, a ne, da nekoga ne moreš najti, ne moreš pokopati, da pač s tem to nezmožnostjo, da človeka najdeš in pokoplješ, v bistvu ostaja neka krivda, grozljiva krivda, ves čas ostaja pa tudi neko grozljivo upanje, da je ta človek mogoče le preživel, ki v bistvu človeku ne da dihati. Tako da, ko smo se spoznali leta 2010, je v bistvu se je ta zgodba to je bilo sredi te zgodbe, ta zgodba se je še odvijala in spomnim se, da v prvi roki scenarija je bilo napisano, da bo Mehmedalija odpuščen iz službe, kar se je potem v kratkem tudi zgodilo, ne, in Mehmedalija je rekel, pa kako si to vedla, ne, mislim, po neki logiki, notranji logiki dramaturgije, fikcije je bilo to samo po sebi pomembno, zdaj v življenju pa te stvari nas vedno presenetijo. In hkrati je bilo tudi v tisti prvi verziji scenarija, ki pač se je zelo spreminjal skozi leta, je bilo nakazano, da na koncu te zgodbe Mehmedalija najde in pokoplje tudi drugega od obeh bratov, kar je v bistvu se tudi zgodilo zdaj prejšnje leto. Tako da v bistvu ja, scenarij se je spreminjal, naša življenja so se spreminjala, mi smo dali en kos tega življenja skupaj čez v bistvu, tako da težko je zdaj govoriti, kako smo se spoznali, ker se vmes smo se že dolgo poznamo. Če lahko dodam, prav to, ko se omenila, ne, ko je Hana meni, ko je v scenariju, ko sem prebral, ne, da me bojo 3 leta pred upokojitvijo otpustili, ne, sam rekel, Hana, kje si to najdla, ker mi to na kraj pameti nisam si mogel predstavljati. Bio sam resnično najstarejši, ne, rudar z mojimi, bi rekel, delovnim referencami, z najvećim izkušnjami, ne, in to si nisam mogel predstavljati u nobenem primjeru, ne. Na koncu se je zgodilo 19 mjesecev pred upokojitvijo, 9 mjesecev bi lahko šel na zavod, 10 mjesecev mi je manjkalo in ni bilo razumijevanja, nisu mi dali, bi rekel, nobenega dela. Imao sam neko imenovanje kod vodija projekta, takrat su rekli da za mene ni delovnega mesta in to je neki, kar nikoli ne morem pozabiti, to put ne privošćim nobenim. Već kot 1 leto, bi rekel, sam vsak dan vodio po naravi od 10 do 15 km, takrat su me svi pustili na cedilu praktično, samo neki notranja moja borba me vodila.
Na koncu se je vse srečno končalo, na sodišču sem dobil leta 2013 obenem, ko je knjiga šla ven, takrat sem tudi šel v redni pokoj in dobro, bi rekel tako, dobro se je končalo za mene. Bi mogoče kdo vprašal od vas kakšno vprašanje? Potem bom pa jaz, mogoče kdo? Ja, Aha, super. prosim. Gospod Alič, glede na to, kaj ste vse dali skozi v življenju, to ste zelo lepo opisali tudi v knjigi, me zanima, kaj je tisto, kar vam ohranja vero v človeka, da še vedno verjamete v dobro človeka. Hvala. Mogoče vam lahko povem eno stvar. Ne. Imam gluhonemu sestru, resnično, danas je 63 leta stara. Sama samcata živi u Bosni i Hercegovine. Mama je umrla leta 2005, 12 let, 13 let sama živi. To se pravi, niti enega razreda osnovne škole nema. Ona je slika naše družine. To se pravi, drži nas ta človeška uzgoja domaća, ta poštenost. Nihče od nas, bi rekel, nobenem ne pusti da nas, da tista meja, bi rekel, ko mi hoće vzeti tisto moje poštenje, moje jaz ne pustim nobenem nikoli ne. In ko govorim o tej moji sestri, govorim da je 100% gluhonema, da nobenega nema u bližini in da 12 leta, Hana je pozna vse, je nikoli, bi rekel, nič enega kozarca danas ne pusti zvečer, umite ga, pred hišo je 1000 rožica, noben ne vpraša kako zdravniku, kako trgovinu, kako živeti, ne. Tukaj okrog mene se ljudi ubijaju za malenkosti, nju pa drži, bi rekel, ta moć, to neka vera u človeka in jaz verjamem u dobrega človeka, če je na milijon samo jedan, ja še vedno verjamem u človeka, ne. In brez dobrih ljudi ta moja zgodba danas ne bila, bi rekel, tako prikazana. Ta zgodba nije moja zgodba, ta zgodba je naša zgodba, tako je, ja se razumijem, tako je imam, tako želim da je. To se pravi, svi se vidimo u delu te moje zgodbe, ne. Prosim, gospa. Hvala lepa. Jaz sem brala knjigo in film se mi zdi, da avtentično prikazuje vso tisto grenkobo in tisto, kaj ćemo reči, grozoto pravzaprav vsega pretrpelega v gospodovem življenju. Zanima me samo, zakaj, recimo, a je bila to potreba filma, da je tudi zaključek tak, pravzaprav, da ni dovoljenja, da se zazida nazaj rov, ko je vendar šla zgodba v drugo smer, ko so potem to nekako resnica je prišla na dan, no, v tem smislu žrtev hude jame in tudi pokopani so bili, a je bilo to scenarij prej narejen, namreč vse te, kako bi rekla, ta nasilje policije in notranjih zadev in vsega tega, kako da je šlo pol v to smer kot pač nekoč pravzaprav, no, tako. Pa še nekaj se mi je zdelo, pokopavanje te kite, ki jo je rudar našel v rudniku, ne, je bilo tako kot pokopavanje sestre, mogoče tudi, ne, s kito te lepe punce, ne. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje. Najprej bom poskušala odgovoriti na prvo vprašanje. Torej, dve stvari sta. Prvič, ko smo mi film snemali, to je bilo pred 2 letoma, takrat še niso niti enega človeka prinesli ven in ga pokopali, ne. To se je zgodilo lani novembra, če se ne motim. Da so dejansko prinesli ven tistih, mislim, da 600 ljudi, torej to so tisti ljudje, ki jih je Mehmedalija uspel spraviti od Brezna in tako naprej ven v nek drug rov, kjer je bila urejena kostnica. In te so pokopani. Ostalih je pa še približno 3000, predvidoma, ne vemo, torej število žrtev se računa glede na prostornino tistega Brezna, v katero so bili metani, drugače ni mogoče določiti, koliko jih je. In od teh, ki so pač še v tistem Breznu, tam se ni nič spremenilo od leta 2009, ko je gospod Alič prišel do tja, ne, ker zdaj razlogov za to, jaz ne bom
naštevala. Druga stvar je, torej, ko smo snemali film, noben še ni bil pokopan, noben še ni bil prinešen ven iz jame. Dejstvo je pa tudi danes, niti enega človeka niso identificirali. Ne od tistih 600, ki so jih pokopali, ne od tistih, ki so še v jami. Kar naprej se pojavljajo ugibanja, ki so vedno nekomu na roko, kdo so te ljudje in o tem se govori kar z neko gotovostjo, da so te ali oni. Vendar pa niti enega niso identificirali. Torej, kako lahko z neko gotovostjo trdimo, da so te ali oni? Dan današnji vendar imamo neke možnosti za identifikacijo, še celo v naši regiji imamo najboljši laboratorij za identifikacijo na svetu, to je ta, ki se nahaja v Sarajevu, to je najboljši laboratorij, tam so največji strokovnjaki, ravno zaradi teh pobojev v Srebrenici, genocida v Srebrenici, pobojev drugod po Bosni, je tam najboljši laboratorij za identifikacijo mrtvih na celem svetu in vendar ni zanimanja, ni interesa za to, da se enega samega od tam noter identificira, ker mislim, da moje osebno mnenje je, mogoče ni tako, ampak moje osebno mnenje je, da je pač to nekakšen političen kapital, da se lahko naprej ugiba in natovcuje, kdo to je. In da se sproža strašno močne čustvene reakcije v ljudeh, češ da so to oni ali te ali sovražniki ali zločinci in da se ljudje blazno emocionalno reagirajo na nekaj, kar sploh ni resnica, ker mogoče tudi je, ampak dejstvo je, da ne vemo. In to je tudi ena scena v filmu, ko Boris Cavazza kot Lojze pravi, vem, da je moj oče tam not, zame je pokopan in Leon Lučev kot Alja pravi, ne veš. In on pravi, vem in grem domov. Ne veš, ne vemo. Trdi, ves čas se tako govori, kot da vemo. Zato je bilo za mene, se mi zdi tudi pomembno v filmu zdaj. Seveda ne, v filmu so stvari zelo poenostavljene. A veste, Mehmed Alija se je srečeval z veliko temi menedžerji, šefi in raznimi nadrejenimi in podobnimi, ampak mislim, da smo vse te ljudi dobro strnili v en talik. Seveda je to poenostavljeno. Gospod Alič je kopal 2 leti, podaruje 11 pregrad, nekatere od njih so bile po 3 metra globoke in tako naprej. Ta fizičen napor tega sploh v filmu je komaj čuti. To je nekaj, česar sploh ni mogoče prikazati. Mislim, 2 leti tega dela. Tako da, ampak kot rečeno, zame ni bilo pomembno, da tako dejstva, takšna kot so opisana v knjigi in se mi zdi, da jih ni mogoče bolje opisati kot v knjigi gospoda Aliča, prenesemo na platno. Meni je šlo za neko notranjo resnico to zgodbe in ta notranja resnica se mi zdi se veže tudi na to vaše drugo vprašanje o tem pokopu las na koncu. Torej, seveda to je dvojni pokop, ne? To je po eni strani, je seveda to pokop sestre in je pač neke vrste, torej mi smo temu rekli dženaza temu prizoru, to je neke vrste slovo od te izgube, recimo, od te smrti, ampak hkrati je tudi to na nek način katarza tega lika, to je njegovo osvoboditev od te jame, od te osamljenosti v tej odgovornosti za to vse skupaj. On se na nek način tukaj odreši in mislim, da nekako vsi čutimo, da ima pravico se odrešiti te zgodbe, da je dovolj, da to ni več zdaj njegova zgodba, da si moramo razdeliti to breme, da ne more ostati samo na tem enem človeku. Tako nekako upam, da sem uspela malčkeno odgovoriti na vaša vprašanja. Hvala. Mogoče še kakšno vprašanje, prosim. Jaz bi najprej čestitil za konc filma, ki se mi zdi fantastičen in še posebej tistemu, ki je izbral Pengovo pesem. Potem pa imamo vprašanje za gospoda Aliča, kako ste se počutili, ko ste končali knjigo in potem, ko je končno išla. Hvala. Pa pri knjigi moramo omeniti, bi rekel, gospoda Zdravka Dušu. Teško su vzeli knjigu, teško su je prebrali, trajalo je već kot 1 leto, ko je prebrao knjigu, takrat mi je tako rekao, ko sam prebrao tvoju knjigu, takrat sam te zaželeo vidjeti kod človeka, ne? I to mi je dalo, bi rekao, neku energiju. Knjiga je mene delno resnično odrešila, ne? Da je te kite su bile udarne, te kite sam resnično zbirao, ne? Čez 30 kompletov kit sam zbrao, ne so pred
jamo po sliku in tisto fotografijo, ko sem plasiral, bi rekel, v javnost, je zgodba dobila, bi rekel, neki svoj novi ton. Ko sam u knjigi, imali smo, bi rekao tako, okrug mene je bilo veliko ljudi. Ja sam bio malo tako u tem svijetu nepripravljen, zgubljen, bio sam tako preprost čovjek i nisam se mogao nositi ne s političnim, bi rekao, teme stvarima, ne strukovnjaki, ne. I vodilo me moje, bi rekao, razmišljanje, delo sam po svoje vesti i sam rekao s knjigom bom najveć, bi rekao, to hudo jamo znao, bi rekao, oslikati ljudstvo, ne, Slovenije koje je bilo razdeljeno 50-50, bi rekao, ne. I resnično sam bio presrećan, koja je knjiga 1001 izvodov, Julija je bila žena od najbolje prodanih knjig i takrat su ljudi začeli veliko već govoriti o tej hudi jami in o tej problematiki, bi rekao. Predvsem na drugačen način so začeli govoriti o tem. Absolutno, ja, da. Ja. A veste, tudi na hudi jami, ne, zdaj, to sem jaz nazadnje bila tam pred 2 letoma, je še vedno tabla, je tam vojaško grobišče, ne. Torej, na tem rudniku je tabla vojaško grobišče in torej, ja, dejansko. Še en detalj bi povedal, v tej hudi jami, ki smo rekli prej, prvih 600 cirka, ljudi prenešeno iz enega dela rudnika v drugi del. Ta drugi del je bio urejen za neku kosnicu, ne? In ko smo delali to kosnicu, to je cirka 80 metrov dug prostor krat 4 metra, tamo su narejene neke poličke in tamo su prenešene te kosti. Takrat nije bilo rešitve da bi se te ljudi resnično izvane, van nesli pa pokopali. I na koncu jedna taka betonska pregrada in tam sam narisao enega rudarja. Po naravi znam, tako bi rekao, od otroštva znam dobro slikat, risat. Sam narisao velikosti naravnega človeka rudarja. Ne. I ker sam čuto da ne bom dolg sam ostao tamo, ne, s tem rudarjem sam želio pustiti neko sporočilo, vsak, kjer pride, bi rekel, ali od strokovnjakov, ali od politikov v ta prostor, bo videl tega rudarja in ta rudar ga bo spomnil, da je to rudnik. Ne. Želio sam preko tega mojega, bi rekel, dvojnika naslikanega, da vršim pritisak u glavah, da moraju te ljudi van spraviti in pokopati. Ne. In danes sem, bi rekel, tako presrečen zaradi tega, ne, kar se je zgodilo. Če lahko še eno vprašanje, namreč v filmu sin, vaš Samir, sprašuje o Srebrenici, da so se učili v šoli. In upam, ob tem tudi čestitke režiserki za odličen film, da bo tudi nagrada, ne, in pa vse ta mnenja, ki so tako pozitivna, prineslo, da bo tudi slovenska mladina ta film pogledala in to v dobi odraščanja. In sprejela to temeljno sporočilo, ki je v filmu tako lepo prikazano. Ne. Namreč, že dokler ne pokopljaš svojih mrtvih, nisi miren. Ne. Jaz govorim to iz lastne izkušnje, ker je stric moj na podoben način zginil, a ne, in vem, kakšno breme je bilo to za družino. Tako da še enkrat čestitke in pa upam, da se bodo zavedli, kakšno sporočilnost ima za vzgojo mladih generacij. Hvala lepa. Ja, kar se tiče primernosti filma za otroka ali pa mladino, jaz mislim, da je primeren za srednješolce film in za osnovnošolce mogoče ne. Zdaj, kar se srednješolcev tiče, pa so že v Kinodvoru, ki ga imamo vsi ravno zato radi, ker znajo nagovoriti čisto vsakega človeka znotraj naše družbe, so se že dogovorili z sindikatom učiteljev, da imajo učitelji ogled filma, da jim je omogočeno, da si lahko film ogledajo zastonj v zdaj prihodnjem mesecu in se potem odločijo, ali bi pripeljali razrede pogledati film, govorimo o srednješolskih učiteljih. Ne. Tako da zato sem tudi zelo hvaležna Kinodvoru, da se na ta način angažirajo in poskušajo pač tudi nagovoriti različne segmente družbe in doseči različne gledalce. To se mi zdi prav super pri tem našem Kinodvoru, no, sem zelo hvaležna. Jaz mislim, da se v tem filmu odpira tudi še številne druge teme, ki potem govorijo eno skupno zgodbo, ker prav vaša zgodba, mislim, se začne tako
te krivice v vašem življenju se začnejo že zelo zgodaj v vašem otroštvu in sicer, ko ste kot otrok, kot 14-leten, čeprav razumem, prišli v Slovenijo, kjer ste se izučili za rudarja. Mislim, zelo, zelo redki filmi še danes, kaj šele takrat ali pa se pravi v 50-ih, 60-ih, 70-ih, so govorili o tem, kako so delavci iz drugih republik Jugoslavije prihajali v Slovenijo, kako se jih je novačilo in zbiralo in se jim obljubljalo svetlo prihodnost, ne? Potem se jih je pa tukaj napolno izkoriščalo. Imamo en film Jožeta Babiča, Po isti poti se ne vračaj, ki zelo pogumno spregovori leta, mislim, da 56 o tem, ali pa 65, joj, no, ampak v 50-ih, je, v 60-ih, no, tako da se mi zdi, da tukaj seveda se največ osredotočimo na množične pokole, ki niso tako zares v preteklosti, ampak se zelo tičejo še sedanjosti, ampak se tema razširi na veliko širše. Hkrati pa se mi zdi, Hana, da film ne govori o hudobnih nekih silah, okoliščinah, razlogih za to hudobnost, ki to povzročajo, ampak govori o nekem uporu proti temu, ki pa ni upor organiziran ali pa v resnici sploh ozaveščen, ampak je kar naraven upor enega človeka. Ne? Torej, jaz moram reči, da to, kar je bilo meni največja inspiracija in zaradi česar sem začutila, da moram narediti ta film, ne? To ni bila zdaj neka fascinacija nad grozljivimi stvarmi, ki so se dogajale in v zgodovini družine Alič in tako naprej, sploh ne. To, kar je mene dejansko bilo zame najbolj pomembno, je bilo to, da recimo takrat, ko smo se spoznali, ne, je ena od stvari, ki je Aličeve takrat zelo težila in jih je zelo prizadela in je bila zelo krivična, je bilo to, da so bili oni takrat v javnosti izkoriščeni za to, da so bili na nek način prikazani kot nek simbol teme, travme, bolečine, zla in kaj pa vem česa, ne, nesreče, ki se ti zgodi v življenju. Dejansko pa gre za zelo pozitivne, vesele ljudi, ne, gre za eno družino, ki ima otroke, ki je družina, ki se želi na počitnice, ki živi svoje življenje, ki so veseli, topli ljudje, polni življenja. In to, da se jih je njih v javnosti prikazovali kot neko moro, ne? Kot simbol neke največje more, je bilo strašna krivica, ki se jim je takrat zgodila. Tudi ena od krivic. In še zdaj se mi zdi, da se dostikrat govori o tem, kako je to neka travma in groza in bolečina, ampak jaz mislim, jaz sem delala film o tej toplini teh ljudi, o človečnosti, o tem, kot praviš, neki človeški upor, ki izvira iz neke notranje moči, ki je vezana na to človeško toplino, pozitivnost, veselje do življenja. To neko, ja. In to je tudi tisto, kar je v bistvu Mehmedalija naredil, mi dal to neko obvezo, da moram naprej povedati to zgodbo, je bilo po tistih pač urah, ko je lila iz njega ta zgodba podprta z dokumenti, ker moram vam povedati, da gospod Alič je strašno natančen, pedanten človek in bi verjetno, če bi se njegova življenjska pot odvijala drugače, bi postal inženir ali arhitekt. On ima vse zrisano, vse je tako natančno arhiviran, da si ne morete niti predstavljati, ne, in vse tehnično pisavo, mislim, jaz sem tak haot, mislim, grozen, ampak v glavnem po tistih urah in urah, ko mi je pripovedoval te zgodbe, ko mi je kazal dokumente, vse dokumentirano, vse poslikano, in jaz sem samo, na koncu nisem več mogla gledati nič drugega kot rob zavese na balkon, ker je bilo enostavno preveč zame in te zavese se še zdaj zelo dobro spomnim. In potem je prišlo tam moment, ko je gospod Alič umolknil, ne, in sem jaz pogledala in se rekla, v katerega Boga verjameš? Se mi zdelo, odkje je temu človeku moč? Ne moč, da je zdržal grozo, ampak moč, da s tako energijo in s tako toplino in s takim leskom v očeh in s tako vero v pravičnost meni pripoveduje to zgodbo. In takrat se je Mehmedalija namuznil, ne, prav taka iskrica se je pojavila v njegovih očeh in je rekel, jaz verjamem vate. In to je bilo meni kot neka taka, mislim, od tukaj naprej je bilo jasno, da ne bom odnehala, dokler ne bomo naredili tega filma. Ne. Tako pač nekako se mi je zdelo, da si tako naložil, da sem zdaj jaz na vrsti. In za mene je tako, ne. Sam še to bom povedala, potem ti prepustim besedo. Zdi se mi, da je, kot sem jaz na začetku videla to zgodbo, ne, zdaj, zame je to zgodba o svetlobi. Zgodba o svetlobi se da pripovedovati na dva načina. Ali se zagledamo v nekaj, kar je
samo po sebi svetlo in to širimo, ali pa poskušamo v neko najglobjo temo pripeljati tisto prvo lučko. In zame je Mehmed Alija tisti, ki je v to najglobjo našo temo pripeljal tisto prvo lučko. In jaz sem videla svojo nalogo, da jo pojačam. In v bistvu smo ga s tisto lučko tam not v tej temi pustili popolnoma samega in prvi človek, ki mu je podal roko, je bil Boštjan Videmšek, potem sem prišla jaz in sem Boštjana prijela za roko, zdaj pa s tem filmom jaz roko stegujem naprej in upam, da se ta veriga ne bo pretrgala in da bomo razsvetlili to temo na ta način. Izvoli. Želeo sam samo dodati to, ko sam pisao ta tekst za knjigu. Nikoli nisam vedel, da bo iz tega teksta knjiga narejena, ne. Pisao sam s takvu resnico, svojimi spomeni. Imam neverjetne spomene iz tega otroštva in ko da bi 100 let živel, ne. Nikoli pa nisam mislil, da bo kdo šel preverjati to, kar sem jaz pisao uživo. In Hana je prišla 10. julija 2010, ne. Z menoj smo šli, bi rekel, do moje sestre, do Tuzle, do Srebrenice, šli do vasi, šli do moje osnovne šole. Takrat sam s Hanom prvič prišel do svoje osnovne šole, prej nisam bio, ne. U to šolo je hodilo predu, to je naša bila centralna vaška šola, 1280 učencev leta 90, ali 91, ne. Danas je tamo 20 bošnjaški otrok. Ko Hana u filmu kaže da su svi pobiti, je to meni slika mojih sošolce, mojih, to se pravi, sveh teh iz moje generacije, prekrasno prikazala. Ja svoja 2 brata, ko sam imao, oba sam zgubio, ali skozi te sve moje sošolce, moje prijatelje, skozi to šolo vidim to sliku ko pravi on jedini preživeo iz Vasine. Ko smo gledali to zeleno Drino, ko smo bili pri šoli, Drina spod teči, je bila nikoli lepša ne bila kot takrat, ko je bila Hana. Vse je bilo tako, še veliko lepše, kot sam ja znao pisati u knjigi. In takrat sam bio srećan, rekel, da je ona preverila, da je on neki svedok, da je neka priča, da sam pisao resnicu. Ne. Po moje da je resnica, bi rekao, bila bolj kruta, kot sam ja znao napisati, opisati. Ne. To sam hotel dodati. Ne. Bi še kdo kaj vprašal? Jaz sem imela namen, ampak mi je režiserka in scenaristka že veliko povedala ravno zdajle ob koncu. Moram vam povedati, da smo verjetno vsi v dvorani, ki smo film gledali, občutili to toploto, toplino te družine, skozi tudi minitne igralce, glavno igralko, mati, odnos, ki ga imata mož in žena med seboj. In zdaj ste mi pojasnili tudi, kako ste se tega lotili in zakaj. Ker sem se spraševala, vsi smo vedeli za to temo, v zraku je bilo in marsikaj je bilo preveč spolitizirano, če govorim zase osebno, kako sem na te stvari gledala in način, kako ste se vi kot scenaristka in režiserka tega lotili, je najbolj pameten in moder. In res je, kot pravi gospod Alič, ta film ni več film o njem, to je film o nas vseh, za vse nas in tudi moja želja je, da bi čim več ljudi ta film videli, Slovencev, tisti, ki pol, skratka. Čestitam vam za temo, kako ste se lotili, da niste šli zlahka, bi se ta tema spolitizirala, ker so pritiski iz vseh strani zelo močni, ne? Tisti, ki so proti, ne bom razlagala v detajle, zato vam čestitam tudi za ta konc, ki dvigne film zgodbo, nam prikrade v oči solze, vsaj meni, in hvala obema za ta film. In želim vam lepo pot po svetu, tudi če bo samo predvajan za Oskarje, bo fajn, ker je tema univerzalna, to ni samo naša slovenska tema, ta tema je univerzalna, če ste brali knjigo, ne vem, veste, da se je to dogajalo po celi Evropi, da se danes dogaja v Mjanmaru, skratka, to je univerzalna tema. Hvala lepa. Jaz bi ob tem rekla samo nekaj. Torej, veste, za nas slovenske režiserje in režiserke je
seveda zelo pomemben uspeh v tujini vedno in da prodremo tudi v tujino, po eni strani zato, ker so uspehi v tujini tisti, ki doma dejansko sploh karkoli štejejo, ker smo mi tako majhna filmska državica. Ja, po drugi strani seveda si tega vedno zelo želimo in jaz tle nisem nobena izjema, ampak prav ta film sem delala pa za nas in mi je to bolj pomembno. Bolj pomembno mi je, da ga grejo ljudje gledati kot kakršnikoli mednarodni uspehi pri tem filmu. In mi je tudi vseeno, a ga bojo tudi v tujini zdaj na ta način razumeli, kot ga lahko mi razumemo ali ne, a bojo dojeli to Srebrenico in to povezavo ali ne. Meni je najbolj pomembno, ta film je pomemben za nas, to je naša zgodba in zato si jaz tudi se pridružujem vaši želji, si zelo želim, da bi ga šli ljudje gledati, ker zato smo vztrajali in zato smo ga delali, da ga gre vsak en gledalec gledati. In zame kot režiserko, ne, so te številke so v bistvu nepomembne, jaz nimam nič od tega, ne, in tudi slave ne, tako rekoč, ampak ljudje so mi pomembni, ljudje, gledalci, ljudje, da grejo in da doživijo ta film, ker film dejansko živi samo takrat, ko ga nekdo gleda, doživi, ne, tako da, ja, jaz bi tudi filmu zaželela srečnost, da je to vaš film, ni več naš, zdaj od danes naprej pripada gledalcem in upam, da ga bojo imeli radi. Želela, če lahko dodati še par besed. Jaz knjige nisem brala, tako da v ta del se ne bom spuščala in govorim samo o filmu. Najprej bom rekla, to je film, ki ne bom se spuščala zdaj v zgodovinska dejstva, ker zame zgodovinska dejstva pri tem filmu so manj pomembna, kot mi je pomemben ta film z vidika ene notranje človekove drame, če hočete, ali pa notranje pokončne drže. In bom rekla gospodu, kaj vidim? Dostojanstvo. Kako jaz to zdržim, kako grem čez neke težke, hude preizkušnje in se ne zlomim, čeprav ostanem sam. Ampak ohranim sebe, ohranim svoje vrednote, ohranim svoje dostojanstvo, ohranim svojo pokončno držo in grem dalje. Ker isto tako je prikazano v tem filmu, so prikazani ljudje, kjer se vsak lahko od nas prepozna, ali mogoče kdaj bolj v enem, kdaj bolj v drugem. Prikazani so ravno tako ljudje, ki se zlomijo. Prikazani so ali pa prodajo svojo dušo, če čete, ki ne sledijo svojim vrednotam, ampak se tako pa drugače dajo podkupiti. Ker lahko ti slediš sebi, ko se pa srečaš z neko avtoriteto, od katere je odvisno tvoje življenje ali pa tvoja pot, takrat pa marsikdo odneha, se zlomi in bom rekla, težko je biti in vzdržati v situaciji, kjer ostaneš popolnoma sam. Hvala in moj poklon in vse moje spoštovanje. Hvala lepa. Hvala. Jaz mislim, da je bilo to zdaj en kup enih takih zaključnih, lepih misli, čeprav se mi zdi, da nismo prav dolgo govorili, jaz zdaj nimam občutka. In bi zato vprašala, bi še kdo kaj dodal? Ker jaz bi pa še eno rečel. Aha, se opravičujem. Čan glas. Meni je pa zelo, name je velik vpliv naredil ta klic Alija. Se mi zdi, iz neke teme pokliče vsakega izmed nas. In se mi je zdelo tako, ne, malo, da sem kar začutila ta, da se sploh mi ni zdel filmski, ampak da me gospod, ki sem ga prej že videla, ker je enostavno, ne množico nagovoril, ampak vsakega posameznega. In sem čutila, da ste mene klical in verjetno vsakega človeka od Grščije naprej poznamo, odkje se ta motiv humanosti vleče, da pač moramo to človeško v sebi ohraniti. In to je tisto, kar ste vi dosegli s tem klicom, ne? Da ste pač to v nas zbudili in izvali. In zato se vam res tudi jaz velik poklon in hvala.
Ampak pri gospodu Aliču knjiga in pa film kar niso še konc zgodbe, življenje kar še traja iz dneva v dan. Gospod Alič, zadnjič ste pripovedali eno zgodbo, zdaj ne vem, je to nekorektno od mene, da tukaj omenam, ampak mi je bilo pa, se mi je zdelo pa več kot sploh lepo, ni beseda za to, no, ampak potem prav v duhu filma, ki smo ga gledali, da vztrajate naprej, da delate naprej, da gradite eno otroško igrišče, ker nas lastno pest ste se odločili, nam lahko poveste o tem, ker to se mi zdi, da je samo še ena, mislim, še ena pika zraven, zvezdica zraven tej celi zgodbi. Dobro, če ste že, v glavnem, to je neki moj svet tam. U moji vasici pri mojem odrašćanju su bili izredno dobri športniki ti fantki. U Beogradu na teh krosih politike uglavnom su bile zlatne medalje i tako naprijed. Mi nismo u tej vasi imali niti jednoga igrišća navadnega. Po teh potkeh smo se igrali tako naprijed. I ko sam šao po koj, prvo kar je bilo su bile moje sanje da grem u to vas, da zgradim spomenik za 51 ubitih, 29 Aličev in takrat je bio samo rojen en fantek u te vasi. Ne? In neka moja ta trma in želja, jer sam rekao, tudi zaradi tega enega otroka ko se rodio, bom zgradio igrišće. Zdaj mi lako verjamete, ali ne. Tam sam se u radnom papirju uredio in do danas oddelo 336 delovnih dni. Zgradio igrišće, 30krat šao iz Slovenije u to vas, 600 km in spomenik za moje, bi rekao, te sovašćane. To je neki, zdaj sam že imam samo postaviti neke ograjice kako drevo zasaditi je končano. S tem sam ja s neke svoje cilje, bi rekao, u svojoj glavi zapuno in ogromno neke energije, ogromno nekega zadošćenja, ne da se to povedat, nič me ne more zlomiti, ne vem, nič. A boste še gospa, bi, prosim. Jaz bi pa samo to vprašala, zanima me, ker takrat ste sanjali o rudniku, o tistih skalah, ki ste jih vlekli iz rudnika, iz rova. Kaj pa danes sanjate? Lahko sanjate kaj lepšega, kaj drugega? A se še vrača tista bolečina? Tiste bolečine res ni. Sanjanje pa bi trajalo mesece in mesece in nočne more su bile tako žive in tako utrujajoče. Zunanji svet okrug meni, jaz takrat nič nisam vidio. Huda jama, moje stanovanje in je bio neki oklep. Enostavno te misli samo na te mrtve, na te žrtvene. Ker te žrtve su bile in moje žrtve, ker moj ded je isto na tej poti neki, bi rekel, se zgubo. Ne? Jaz ne vem, lahko da je tudi moj ded tam med temi kostmi. To se pravi, po drugi strani sam imao moje sošolce, moje brate, moje, bi rekel, prijatelje. Bi rekel, sve se je dogajalo in tukaj in dole istočasno, takrat, ko sem jaz prišel do te hude jame. Ne. Vem leta, enkrat nisem šel na to dženazu, prav zaradi del hude jame. Ne. Drugače pa hodil sem vsako leto na to dženazu in vedno podoživljal eno in drugo zgodbo. Najbolj za mene je bilo boleče tega mlajšega brata koji je bio 100% gluhonem. On je imao takrat, ko su ga uzeli pred mamo, pred autobusom u Potočari, je imao takrat starega sina let pa pone. In ja za tega sina njegovega nisam vedo takrat u času vojne da je rojen. Ko sam prišao leta 96 sam ga najdo. Ne. Danas je on star fant 21-22 let živi u Sarajevo. Ne. In najbolj me to preganjalo dan danas, te besede mamine koje im je mama rekla da ta moj brat ne govori, su ti vojaki rekli, Bože spregovorio, ne. In
To boli, ne, to strašno boli. Leta 2016, se pravi prejšnje leto julija smo ga pokopali, ne, in tamo je neka ta pika, bi rekel, data, čeprav te bolečine bojo ostale, s tem človek mora znati živeti in s to pozitivno energijo, ko ste rekli prej, dostojanstvo, ta človečnost, ona je ta glavna energija, ko vodi vsakega dobrega človeka, bi rekel, naprej. Ne. Zdaj, tukaj je tudi na voljo Mehmedalijeva knjiga, tistega, ki zanima, če se ne motim, je mogoče tlele kupiti v knjigarnici in Mehmedalija tudi je danes tukaj zato, da če želite vam podpiše knjigo oziroma napiše kakšno posvetilo, če jo imate kot darilo, tako da izkoristite to priložnost, bi rekla. In zelo priporočam knjigo v branje, vsekakor, mislim, je res nekaj posebnega ta knjiga. Jaz bi se kar zahvalila. Aha. Ja, prosim. Tudi jaz bi se rada še enkrat zahvalila za ta pogovor, čestitala, zdaj sem končno prišla do sape, da se upam govoriti na glas, prej bi še vedno verjetno se prepustila čustvom. Bi pa rada povedala oziroma vas povabila, še nekaj je priložnosti ob tem filmu v našem kinu, ko se bomo pogovarjali tako z Mehmedalijo kot s Hano. Predvsem pa konec tedna v petek popoldne imamo eno posebno priložnost, namreč ta film so v svoje roke vzeli tudi naši kinotripovci, to so mladi, torej naš program Mladih za mlade, predvsem namenjen najstnikom, ki so ga izbrali zato, da ga bodo skupaj gledali in da se bodo o njem tudi pogovarjali. In ob teh besedah, ki so bile na koncu, torej povezane tudi z otroci in z mladimi, bi povedala to, da se mladi starši ali pa starši nasploh veliko časa v zadnjih letih ukvarjamo z mislijo, zakaj je med mladimi toliko žalosti, depresije, samomorov in tako naprej. To je en trend, ki se v Sloveniji zopet pojavlja, pa je že pred desetletji bil in je spet aktualen in bi ob tem rekla, da je prav ta film ali pa prav ta zgodba še ena tistih, ki ne samo seveda, da opolnomočijo in opogumijo človeka kot posameznika, ampak da vendarle nas spodbujajo tudi k temu, da moramo biti družba in da je naša moč oziroma vera toliko naša kot naša skupna in bi si želela, da to lahko delimo naprej našim otrokom, ker mislim, da je to eden tistih žarkov, v katerih jim odpiramo pot v svet in jih ne puščamo brezupne. Tako da hvala še enkrat in verjamem, da se spet kmalu vidimo. Ja, hvala. Hvala vama, da ste prišla in tako lepo iskreno spregovorila o sebi in o filmu. Upam, da bo film videlo čim več ljudi. Hvala tudi vam in se vidimo naslednjič pod platnom. Hvala.